Prilika o izgubljenem sinu. In rekel je, neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu, oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imeti. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo, past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal, koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin, vzemi me za enega svojih najemnikov. In vstal je, šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom, brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljite piteno tele in ga zakolite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je užival, bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj je to? Ta mu je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal piteno tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal, on pa je očetu odgovoril, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal piteno tele. On pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je užival, ker je bil izgubljen in je najden. In zdaj seveda ne prilika z izgubljenim sinom. Nek človek je imel dva sina. Imel je tudi ženo, ampak to zdaj ni pomembno. Čeprav žena je umrla pred mnogimi leti v prometni nesreči. S fantoma se je vračala z nedeljskega izleta, za katerega si on, oče, ni utegnil vzeti časa. Bil je šef manjše gradbene firme in se je kot podizvajalec odinjal večjim gradbenim firmam in za naročnika se je včasih delalo tudi noč in dan, tudi ob nedeljah, če je bilo treba in treba je bilo. No, tisto nedeljo je predčasno zapustil gradbišče. Sredi avtoceste je v soju policijskih in gasilskih luči identificiral ženino truplo, predno so ga pokrili s plahto. Potem pa fanta, ki sta bila stara 4 in 6 let, začuda je rahlo opraskana in v šoku, vzel v naročje in odpeljal domov. Fanta sta rasla. Oče je skrbel za njiju, kot je le najbolj mogel. Nič jima ni manjkalo, nič. Razen mame, kdaj pa kdaj. Neprestano pravzaprav. Starejši fant je bil priden v šoli, vpisal je arhitekturo. Mlajši sin pa je v gimnaziji zašel v družbo sebi podobnih luzerjev in začel raziskovati alkohol, seks in droge, ne vedno in ne nujno v tem vrstnem redu. Doma je komaj da še spregovoril, besede pač imajo svojo težo in težje, ko so, manj se jih izgovori. Oče je začel moliti, fant pa je klel. In na dan, ko je dopolnil 18, je vlomil v blagajno očetove firme in z mesečnim zaslužkom vseh zaposlenih pobegnil od doma. Nekaj časa je bil pri prijateljih, potem pa naprej proti morju, Kopar, na to Trst nekaj mesecev. V Trstu je prvič poskusil heroin, poskus je bil uspešen, navadil se je. Denar je počasi kupnel, nekaj ga je razdal prijateljem, večino ga je šlo za droge. Ko je denarja zmanjkalo, naprej, v Milano. Prijatelj je rekel, da tam pozna bratrančevo bivšo, ki bo brez dvoma sprejela in tako so spali, ker je pač naneslo. Na železniških postajah, vežah, parkih, na prostem. Ker ni bilo denarja, je
včasih tudi kradel, če je bilo treba, in treba je bilo, telo je zahtevalo svoj odmerek. Namišljeno svobodo je zamenjalo resnično suženjstvo. Prijatelji so odšli ali pa so bili zaprti in lepega dne je opazil, da je ostal sam. Telo pa je zahtevalo svoj odmerek. In če ni bilo denarja, se je tudi prostituiral, če je bilo treba, in treba je bilo. Včasih je mislil na dom, na mamo, brata, očeta. Mislil si je, en odmerek stane toliko kot 15 opek, kvadratni meter tlakovcev, ena knauf plošča, en žakelj cementa. Mislil je na očetove zaposlene, ki jim je en odmerek pomenil nekaj kil kruha, riža, nove čevlje. Ampak telo je zahtevalo nov žakelj cementa. In tako je obležal v neki ulici s prevelikim odmerkom v krvi za smetnjaki. Našli so ga smetarji, 2 Južnoafričana in Turek. Poklicali so policijo in rešilni avto, in ko se je prebudil v bolnišnici, ki se je mogoče res zgolj po naključju imenovala bolnišnica Božjega usmiljenja, so ga vprašali, chi delle persone voi vicina possiamo avvisare o chiamare? Koga od vaših bližnjih ne obvestimo ali pokličemo? In rekel je očeta. Come? Chi? Il padre. Chiamate il padre. V petek, pozno po noči, je zazvonil telefon. Oče se je usedel v avto in se odpeljal v Livorno. Dobrih 5 ur, divjih 5 ur, norih 5 ur. Po prstih previdno je stopil proti postelji, kot bi se bal, da mu bo še enkrat pobegnil. V shujšanem telesu, v opadlem obrazu je le s težavo prepoznal svojega sina. Minilo je 10 let, minila je mladost, minil je strah. Prijel ga je z roko, sin je odprl oči, in ko ga je zagledal, jih je hitro spet zaprl. Odpusti, oče, odpusti. Sin moj, samo da si živ, sin moj, da si živ. V soboto dopoldne je zopet zazvonil telefon, bil je starejši sin. Pa dobro, kje si ti? V Livorno. Kje, si nor? Ja, nor sem, od sreče, tvoj brat je živ je, našel sem ga. Tu poleg mene je, boš govoril z njim, ti ga dam na telefon, a si ti nor? A veš, kater dan je danes? A veš, je danes moj poročni dan. Tukaj te čakamo pred cerkvijo, čakamo te, ti si kot je pred 10 leti ta džanki oropal, sem te jaz reševal s svojo štipendijo. Vsa ta leta sem bil ob tebi in sem ti pomagal. In danes, ko te potrebujem, ko prvič v življenju želim nekaj od tebe, ko želim, da si ob meni, te on pokliče in ti greš. Sin moj, odpusti. Vse moje je tvoje, veš, da te imam rad. Ampak ta tvoj brat je živ. Bil je mrtev, pa je živ. Bil je izgubljen in sem ga našel. Ko boš morda nekoč držal v naročju svojega otroka, me boš razumel.